V starejši hiši je mlad par kupil mansardno stanovanje s čudovito strešno teraso. Dobro odmerjeni prostori, pogled na Ljubljano ter dvovišinska dnevna soba so bili odlično izhodišče za oblikovanje njunega prvega skupnega doma. V rokavu pa sta imela vsaj še dva aduta: arhitektko, prijateljico še iz srednješolskih let, ter izostren občutek za estetiko. Dvigala sicer ni, ampak ga ne pogrešajo, saj te stopnice pripeljejo v naslednji mali raj. V središču Ljubljane smo odkrili čudovito mansardno stanovanje, ki ponuja prelepe razglede skoraj kamorkoli se človek obrne. Oko nam pritegnejo še markantna umetniška dela, srce pa nam ukradejo tudi kosmati štirinožni prijatelji. Zala, kaj je bilo pri tem stanovanju tisto, zaradi česar ste rekli, to je to? Ja, v bistvu se je nakup stanovanja začel že kar nekaj časa nazaj. Šla sva gledati različna stanovanja, pa se nekako pri nobenem ni zgodila ta kemija. Potem sem pa v bistvu enkrat čisto naključno odprla nepremičnine, sem rekla, evo, poglejmo, kaj je novega na trgu, in zagledam to stanovanje. In sem rekla, ok, to pa je nekaj, kar bi potencialno znalo biti zanimivo. Sva ga šla pogledat, stopila v prostor in mislim, da je bila terasa na koncu odločilna, da smo rekli, v redu, to je vredno nakupa. Tudi cena je bila primerna temu, kar smo videli, predvsem smo pa videli potem tudi skupaj z Marušo potencial, kaj bi se iz tega stanovanja dal narediti. Česa se je bilo pa treba najbolj lotiti, da ste dosegli tako lepo prenovo? Največ je bilo dela mogoče s temi stenami, s prenovo teh sten, ko so bile pač grobe. Potem manjše rušitve smo imeli med kuhinjo in jedilnico. Ja, v bistvu je bilo treba kar cel prostor zelo osvežiti. Tlorisa sicer nismo bistveno spreminjali, razen pač teh manjših rušitev, ki jih je Maruša omenila. To stanovanje ni bilo že kar nekaj časa prenovljeno, tako da se je videlo, da potrebuje malo novega make-upa. V tloris so le malo posegali, podrli so le steno med jedilnico in kuhinjo ter povečali tuš kabino v kopalnici. V kopalnici so se odpovedali banji, na njenem mestu pa uredili manjši utility. Odločili so se za drzno izbiro ploščic, sicer v nevtralnih tonih, a z zanimivim vizualnim poudarkom. Prilagodili so se tudi organskosti sten, ki daje čar starim mestnim stanovanjem. Zelo zanimiva mi je orientacija kuhinjskega otoka, ki se orientira glede na tisto poševno steno, ki gleda na ven, ne? Ja, tako to je pač starejši objekt in je takrat so tako gradili. Objekt je star več kot 130 let, tako da smo se prilagajali pač tej geometriji prostora s tem otokom. Ker stanovanje nima kleti, so velik premislek posvetili shranjevanju predmetov in opreme. Težavo so rešili z umestitvijo omar pod poševnine, kar je opaziti tako v spalnici kot tudi v predsobi. Pomembna prednost stanovanja so čudoviti razgledi, ki se odkrijejo ob pogledu skozi okna. V resnici ni tako veliko stanovanj takole v centru Ljubljane, ki bi imelo toliko zanimivih, lepih pogledov. Kaj vse vidite skozi vaša okna? Ja, v bistvu je ena taka zanimiva kombinacija mesta in narave, bi jaz rekla. Na eni strani se pogled odpira na mesto oziroma na Ljubljanski grad, na drugi strani pa na zelenje, na Golovec. V spalnici je pač omara zastirala pogled skozi okno, zato smo to omaro prestavili na drugo stran in s tem odprli ta pogled na grad. Telesna višina, namreč pri toliko poševninah, kot jih imamo tlele, bi za nekoga, ki bi bil velik 2 metra, bilo treba precej drugače načrtovati, ne? Hitro zmanjka stojne višine. Verjetno, ampak tukaj se je izkazalo, da je bil že prej stanovanje tako zasnovan, že ta vhod, to je bil že prej dodan in jaz mislim, da so se oni že prej odločili, da se bomo temu prilagodili tako, ker se moraš pač malo sklanjati ponekod. Verjetno, če bi bila neka višja stranka, ne bi izbrala že v prvi vrsti takega stanovanja, si jaz predstavljam. Malo čudno se sliši, ampak verjetno sta Vida tudi rekla, glih pa še ven. Mogoče, ja, ne, jaz ne moš nisem prav visoka, tako da se je tukaj težava rešila sama od sebe. Tudi v zgornji etaži, v mansardi je stojna višina ravno primerna, da se midva še sprehodva. Ja, kakšen 2-metraž se pa mogoče ne bi odločil za nakupniti. Okrogle stopnice v dnevnem prostoru, ki vodijo v na novo urejen pisarniški kotiček, so nadomestili z nekoliko strmejšimi. S tem so pridobili na prostoru in si olajšali delo s tovorjenjem novih stopnic v mansardo. V dnevnem prostoru je mogoče občudovati nekaj impozantnih svetil, saj je bila velika prioriteta novih lastnikov prav primerna in estetska osvetlitev.
Pri izbiri svetil so zaupali strokovnjakom, ki so izbrali primerne kose glede na želen vizualni učinek in uporabo. Stanovanje je tudi pravcata galerija v malem. Stene krasijo slike Zalinega očeta, akademskega slikarja Žarka Vresca. Tudi velikemu številu umetniških del, ki jih ima mladi par v svoji zbirki, so prilagodili stanovanje. Pustili so tudi zanimiv detajl v kuhinji. Ploščice, ki so bile uporabljene pri prejšnjem lastniku, so v manjši meri ohranili in dandanes krasijo steno kot umetniško delo. Vidi se pa, da ima nekdo tudi izustren sluh. Ja, to pa je bolj moj mož. Upam, da tudi jaz, ampak on je glasbenik v družini, igra kitaro, tako da ja, tudi gramofonske plošče so nekako njegova strast. A so arhitekturo oziroma zasnovo narekovali tudi kosmati prijatelji? Ja, deloma tudi, imava psa in mačko, tako da, kar se tiče arhitekture, smo predvsem za mačko prilagodili en del pohištva in sicer mene je blazno motil ta mačji WC, ki ga imajo ponavadi ljudje v kopalnici, pa potem pač ta pesek leži povsod, tako da smo rekli, dajmo rešiti to zadevo in smo v predsobi en del omare v bistvu izrezali luknjo, tako da ima mačka zdaj tam svoj intimni prostor, recimo temu tako. In kakšen je bil na koncu strošek prenove, ko ste potegnili črto pod vse? Se pravi, v stanovanju smo morali v bistvu obnoviti praktično vse, od ogradnega pohištva, potem tega prostega pohištva, okna so ne v celoti, ampak deloma nova, tla smo prenovili stene, tako da za to površino približno 120 kvadratnih metrov uporabne površine je bil strošek približno 1000 evrov na kvadratni meter.